Silvestrovanje v Medvodah, dan samostojnosti in enotnosti na Svetem Jakobu, osamosvojitveni pohod z baklami, blagoslovko na Štefanovo, kultura pred koncem leta, dobrodelni parkeljni, tek na smučeh. Lepo pozdravljeni v letu 2015. Glede na to, da je današnja informativna oddaja v novem letu, bo še povsem praznično obarvana. Kot je zadnja leta v navadi, je tudi letos tradicionalno občinsko silvestrovanje potekalo na toplem v športni dvorani Medvode. Pod pokroviteljstvom občine Medvode je organizacijske niti prevzel Zavod za šport in turizem Medvode, ki mu je s pestrim programom znova uspelo napolniti praznično okrašeno dvorano. Brez ognjemetov in različnih svetlobnih efektov na silvestrsko noč tudi v naši občini ni šlo, a že nekaj ur prej ni manjkalo veselega vzdušja v športni dvorani na Svetju, kjer zadnjih nekaj let poteka tradicionalno občinsko silvestrovanje. Predhodne rezervacije so bile super, je bilo veliko že predhodnih rezervacij, tako da je kar polna dvorana. Imamo stalne goste, zdaj lahko, ker že tudi jaz toliko let delam tukaj na silvestrovanju, lahko rečem, da imamo stalne goste. So Medvoščani, prihajajo pa tudi iz Kranja, Škofje Loke, z Vodic, moram reči, da imamo letos tudi goste iz Kočevja, tako da, evo, tako bom rekel, daleč seže naš dober glas našega silvestrovanja. Bolj kot prost oziroma brezplačen vstop v dvorano obiskovalce prepričajo glasbeni izbor, pestra gostinska ponudba in nenazadnje odlično praznično vzdušje. Jaz sem že drugičkrat. Kaj vam je najbolj všeč? Razpoloženje. Prvič silvestrujete tukaj v Medvodah? Ne, že kar nekajkrat. In kaj vam je potem najbolj všeč, da se vračate? Dobra družba, ples, muzika, veselje, skratka, vse dobro. Dobra, kot se za silvestrsko noč spodobi, je bila tudi ponudba hrane. Za 15 evrov, kolikor je stal meni, so gostje dobili piščančji zvitek z bučkami pa maslom, sirovo omako, pa svinjska pljučna po dunajsko, potem imamo domač sirov štrukelj, zelenjavo, tako svežo, želen, pa pražen krompirček. Zraven še osvežilno svežo solato in sladico, cimetovo strnjenko. Tudi za dobro kapljico je bilo poskrbljeno. Za silvester obvezno vino. O poskočnih ritmih glasbene skupine Špica so praznične urice veselo hitele ter skrite misli in želje budile. Želim si najbolj veliko sreče, veselja, zdravja, skratka vse najboljše. Veste kaj, po prvič povedano, veliko zdravja pa veliko ljubezni. Tudi veliko zdravja in ljubezni. Predvsem uspešno, veliko zdravja, zdaj če imamo zdravje, ostalo pride pa spontano. Zelo enostaven, miru in zdravja, to je vse. Ja. Kaj si pa želite najbolj v letu 2015? Da je bilo zdravje naprej, kot služil, kot do zdaj pa tako naprej. Pa mir na svet pa tako pa. Zdravje, veselje, srečo, ljubezen pa tako. Ja, zdravja. Predvsem zdravja, ja. A 2015 je bilo več miru, mislim, pa da ne bilo, koga bi rekla, da bi naša gospoda malo več mislila tudi naprej, no, mislim, da bi bile malo bolj penzioni, pa tako rekoč tole, a ne da. Najdaljšo noč v letu je večina gostov preplesala, ob glasbenih premorih pa za mizo pokramljala s prijatelji. A veste kako, mislim, muzika je v redu, pa malo spremembe, a ne, zato ko mi smo drugače radoveljce in smo prišli sem, a ne, tako da bomo malo spremembe naredili, a ne. Jaz, z mami Batjem so pa še sem na silvestrovanje, da smo malo skupaj. Ste prvič tukaj v športni dvorani? Ja. In mogoče vam je všeč, kaj vam je najbolj všeč? Ja, zaenkrat je super, mislim, glasba je meni ful všeč. Ja, vse, muzika pa družba pa vse, kar je pa. Prijatelji so nas povabili. Ja, lepo je, ja. Lep ambient, dobra muzika, dober vzdušje. Vse je lepo, varovan parking, tukaj imamo varovanje, imamo tlele, mir in to je v redu. Glede na to, da zbiram jaz ansamble, moram reči, da dobra glasba, malce šale. Drugače pa jaz mislim, všeč jim je vse. Se pravi ta način silvestrovanja, se pravi predhodne rezervacije, potem dobra hrana in pa seveda topla dvorana. Sploh danes, ki so temperature kar, bom rekel, kar krepko pod nulo, jim je tole, jaz mislim, prava meka.
ki je trajala vse do 3. ure zjutraj in po podatkih organizatorjev v večnamensko športno dvorano na Svetju privabila preko 1100 obiskovalcev. V petek 26. decembra se nas je ponovno kar nekaj Medvoščanov in okoličanov, snovalcev političnega življenja na lokalni in tudi nekaj na državni ravni, zbralo ob cerkvi Svetega Jakoba na Brezovici na 805 metrov visokem hribu nad Medvodami, s prečudovitim razgledom, če je seveda vreme temu primerno. Tokrat je bilo. Ob dnevu samostojnosti in enotnosti smo bili vsi prisotni enotni, da pred 24 leti takšne Slovenije nismo imeli v mislih. Prvič je bilo leta 1990, 23. decembra, ko je lepo število obiskovalcev pri cerkvici Svetega Jakoba na Brezovici v mrazu, snegu in ledu ob Kresu nestrpno čakala rezultate plebiscita. Malo po polnoči se jim je pridružila večina ministrov prve demokratično izvoljene slovenske vlade. Tako je nastala tradicija, le da se sedaj zbiramo 26. decembra na sam praznik dneva samostojnosti in od leta 2005 tudi enotnosti. Prav tisto prvo druženje pa je v svojem nagovoru tokrat izpostavil najvidnejši član organizacijskega odbora dosedanjega druženja. To je nepojemljivo, nepozabno, ko se je na tem hribu srečala oblast in ljudstvo kot eno. Če se malo pošalim, tudi na najvišjem možnem nivoju, 807 metrov visoko. Ampak mi smo dejansko spontano delili veselje, pričakovanje, tudi tesnobo tistega trenutka. Ljubši termin kot enotnost mu je edinost. Jaz mislim, da je sicer to termin, edinost, enotnost, ampak ljudje ne prenašajo različnosti, v tem je problem. Je dobro, ekonomska kriza in tako dalje, ampak ljudje postajajo nestrpni en do drugega. Če se malo pohecam, rečem, za to se nismo mi borili. Jaz sem si predstavljal to zadevo drugače. Predvsem v medčloveških odnosih. Lepo vreme, jasno in sprva še ne prehladno, je na druženje na Jakobu privabilo lepo število ljudi. Običajnih pohodnikov pa tudi vidnejših predstavnikov na lokalni in nekdaj na državni ravni. Nekateri prvič, drugi spet skoraj vedno. Vsi pa enotni, da Slovenija danes ni tisto, kar bi morala biti. Prvič, drugič, kolikokrat že ob tej priložnosti ob Svetem Jakobu? Ne boste verjeli, jaz sem prvič. Nikoli prej mi ni uspelo priti. Tokrat sem se pa odločil in sem prišel. Ste danes prvič tukaj gori ob tej priložnosti? Ne, jaz tukaj prihajam po vsako leto. Že velikokrat ob tej priložnosti na Svetem Jakobu? Niti ne 5krat, ne več. Kaj vam osebno pomeni tak praznik, dan državnosti in samostojnosti? V principu nekaj zelo lepega. Saj za nas, ki smo živeli še prej v unih časih, pa je danes čisto drugače. Jaz mislim, da nas ta praznik predvsem mora spominjati na to, da smo večkrat v zgodovini že bili pogumni in da nam tega poguma tudi včasih, ki mogoče niso najbolj optimistični, ne sme zmanjkati. Danes v govoru boste izpostavili predvsem kaj? V pozdravnem nagovoru kaj? Enotnost. To, da želim vsem tem, ki smo danes tukaj zbrani in vsem tistim, ki jih ni tukaj, pa jih bo ta beseda dosegla, da bi v letu 2015 imeli sočutje, imeli pogum in pa medsebojno razumevanje, ker edino tako bomo lahko iz teh izzivajočih časov išli močnejši. Iz moje hiše je najlepši razgled na Svetega Jakoba oziroma na Brezovsko, tako mi rečemo. In sploh v božičnem času mi je zelo všeč, kadar sonce zahaja in žari in temu se reče, da se potica peče ali nekaj podobnega, ne vem, čisto dobesedno. Je pa res, da mi je pa najbolj prijetno tukaj gor na Jakobu ob tem državnem prazniku in če le ne pada preveč dež, sem sigurno tukaj gor. Ta praznik je pravzaprav za Slovence en velik dogodek in mislim, da takšno obeleževanje, kot je danes tukaj, samo kaže na pripadnost tako Medvoščanov kot vseh ostalih, ki prihajajo ob takšni priložnosti na Svetega Jakoba, nek ponos na to, da smo samostojni, da lahko izrazimo svoje veselje, svoje zadovoljstvo. Pomeni najprej spomin na nek dogodek, ko smo se Slovenci množično v velikem številu odločili, da Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država, pač v skladu s trajno in neodtujljivo pravico naroda do samoodločbe.
ampak to je bil seveda samo neki korak v tistem sosledju dogodkov, ki so se nekako dogajali že od sredine 80-ih let dalje. In vam osebno, kaj pomeni dan samostojnosti in enotnosti? Ja, pomeni, vsak človek pri sebi ve, kaj mu to pomeni, če je samostojen pa enoten, zato je tudi, jaz mislim, da je prav, da je Slovenija samostojna pa enotna in tudi državljani Slovenije moramo nekaj na to, če znamo ceniti. Meni Slovenija, samosvojena Slovenija pomeni veliko. Zato pa prihajam, da obujemo to in da bi tudi naprej, da bi to še izboljšalo to našo samostojnost. Kaj vam osebno pomeni ta praznik? Zelo velik mi pomeni, res, zaradi tega, ker smo se odločili za svojo državo. Imam pa nažalost po tolikih letih pomisleke. Pomisleke imam zaradi tega, ker s to državo več ne znamo ravnati, tako smo si takrat zamislili. Kaj je šlo najbolj narobe? Ne vem, veliko stvari. Gledamo televizijo, beremo časopise, pa vidimo veliko resnic, ki so po mojem neresnice. Precej je bilo tega, bi rekel, pometenega pod preprogo teh ostankov tudi prejšnjega sistema. Seveda ne rečem, da je bilo vse slabo, ampak veliko tega pa se je ohranilo recimo nekako podtalno in je zdaj spet prišlo na dan. In Slovenija ima pa spet priložnost mogoče, ker se bliža tudi 25-letnica plebiscita in osamosvojitve, da do takrat naredi neki nov korak naprej k očiščenju. Ne vem, meni se včasih zdi, da smo pozabili, da je država naša, da je vsakdo odgovoren za njo, pač z dejanji, ki jih počne. Torej, da vsako moje dejanje na nek način rezultira v stanju naše celotne skupnosti. In ko smo enkrat to zavest začeli izgubljati, smo začeli izgubljati tudi občutljivost. In od takrat naprej se mi zdi, da je šla marsikakšna stvar narobe. Ampak kriza ni vedno slaba. Kriza prinese tudi katarzo, po katarzi pa se zadeve obrnejo na bolje. Na prve bi rekel, da Slovenija je še vedno lih taka in ravno tako lepa, kot je bila. Je pa res, da ljudje mogoče ne gledamo naše Slovenije tako, kot bi jo mogli in ne vlečemo ta voz vsi v isto smer in hoče vsak svoj kolo v svojo smer zavrteti in mislim, dokler ne bomo vsi vlekli spredaj in ga vlekli naprej oziroma porinili v tisto smer, kamor bi jo mogli, po normalni pameti in ekonomiji, potem mislim, da ni kakšnega posebnega izhoda, vendar mislim, da smo toliko pametni, da bomo to enkrat naredili in to upam, da čim prej. Slovenci smo narod, ki smo skromni, smo narod, ki zelo, zelo radi pomagamo, kadar je nekdo v stiski in verjamem, da če bi bilo možnost, da bi imeli ljudje delo, službe in s tem neko socialno varnost, da bi se tisto veselje in zadovoljstvo absolutno vrnilo tisto, ki je v Slovencih. Ste si zamišljali pred 24 leti tako Slovenijo? Ne. Ne. Kaj je šlo najbolj narobe mogoče? Mogoče smo si preveč obetali. Ja, to bi težko rekel, takrat smo bili vsi bolj idealisti, smo mislili, da bo to lažje kot je, ampak še vseeno jaz našo Slovenijo zelo cenim, kljub vsemu. Jaz se bojim, da vrednote pravzaprav, da smo jih takrat še v prejšnji državi pozabili in jih še zdaj še nismo dovolj obudili oziroma uvedli v življenje. Težko ocenjujem, je pa marsikaj šlo narobe, tudi saj to državljani vidimo, pa jaz upam, da se bojo zadeve popravile, pa da bojo tudi enkrat naše želje pa naša pričakovanja uresničene. Obstaja kakšen hiter recept, da bi nam bilo bolje? Ja, predvsem je treba ceniti delo in pa tisto, kar lahko ustvarimo in iz tem živeti naprej, pa bo verjetno tudi bolj za vse. Prvi korak je najprej pri vsakem državljanu, se pravi to osebno spremenjenje, sprememba miselnosti oziroma metanoja, kot je rečeno v Svetem pismu, ta grški izraz za spremembo mišljenja, tisto ne samo zunanje spremenjenje, ampak tisto notranje, se pravi drugačen pogled na našo državnost, na našo samostojnost in tudi na to pot, ki smo jo prehodili in na prihodnost, ker vidim, da je ogromno nekega nerganja, nekega vsegliharstva, ni pa neke tiste zavzetosti. Kot organizator se je tokrat prvič izpostavilo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, čeprav je res, da je program ostal enak kot doslej. Kulturni program je vse isto, ampak pač mi je rekli so, obljubili so, da bojo potem na koncu tudi pogostili ljudi in glede na te finančne situacije, kakor je to hvalevredno, da kdo hoče
k temu kaj prispevati. V kratkem kulturnem programu je poleg igralca Toneta Kuntnerja nastopil škofjeloški oktet z domoljubnimi pesmimi. Čeprav je bil tudi tokrat prisoten, pa vendarle tokrat ni bil vabljen k pozdravni besedi evropski poslanec Lojze Peterle. Doslej je manjkal le dvakrat. Tokrat pa smo pogrešali tudi zamejske Slovence. Poleg Janeza Šušteršiča in župana občine Medvode Nejca Smoleta je v imenu organizatorja pozdravil predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Aleš Hojs in se v svoji maniri obregnil ob mesečnik, ki ga izdaja Mestna občina Ljubljana. Župan se je spomnil tistih, ki so padli v prvi svetovni vojni, kar je zelo pomembno. Spomnil se je tudi tistih, ki so padli v drugi svetovni vojni, kar je tudi zelo pomembno. Na 2 do 3 straneh se je spomnil 30-letne obletnice lezbištva in gejev v Sloveniji. In še bi lahko našteval. Nažalost, današnjega dneva ni bilo omenjenega. V bolj običajnem slogu za praznovanje na Svetem Jakobu, torej brez pretirane aktualizacije, je svoj slavnostni govor zaokrožil dr. Dimitrij Rupel. Na Jakobu je bil doslej le enkrat in to zgolj prvič. Ideje oziroma jasne ideje in pa široke koalicije. Torej, je to recept za Slovenijo? Želim si, da bi bil. Torej, jaz mislim, da je tega našega norenja z izključevanjem dovolj, da je potrebno dejansko skupaj stopiti. Morda situacija ni tako huda, kot je bila leta 1990 ali pa recimo leta 2003, pa vendarle je kriza zelo huda. Mi plačujemo milijardo in še več letno samo za obresti, za naše dolgove. Predstavljajte si, kaj bi vse lahko kupili, postavili, zgradili za milijardo evrov. Medvode bi lahko postale velemesto. Med drugim je dejal, da rezultat na referendumu pred 24 leti ni bil glas za levico, niti za desnico, ampak Slovenijo. Ste kdaj imeli občutek, da si kdo lasti tole osamosvojitev? Jaz ne vem, če si jo kdo lasti. V vsakem primeru bi bilo dobro, da si jo lastimo vsi. Kajti navsezadnje iz tega, kar se je tukaj dogajalo in kar se je dogajalo leta 1990, je nastala država, kakršnih navsezadnje ni tako zelo veliko na tem svetu. Veliko je narodov, ki nimajo svoje države. Mi smo izkoristili nek zgodovinski trenutek in si postavili državo in mislim, da bi morali biti bolj ponosni na njo, kot smo. Tako kot vsako leto doslej je bila najprej maša za domovino, ki jo je tokrat daroval ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore. Mislim, da je temeljno sporočilo v tem, da moramo vsak posebej prevzeti svoje mesto in svojo odgovornost v naši družbi, tako ožje, kako širše gledano, da moramo poglabljati spoznanje o naši zgodovini, o vsebini naše državnosti in pa, da moramo biti pogumni v zagovarjanju tega, kar verjamemo, da je dobro, kar spoznamo, da je dobro in da se obrambe tega, kar je dobro, ne smemo nikoli ustrašiti in se od tega umakniti. Skratka, vztrajati v tem dobrem. Je mogoče v Sloveniji kakšne vrednote, ki jo manjka, da bi nam šlo bolje? Seveda jih manjka, cela vrsta jih manjka. Po drugi strani jih je pa pri ljudeh, gledano širše, teh vrednot zelo veliko. Ljudje so sposobni sodelovati med sabo, ljudje so sposobni spoštovati drug drugega. Vsega tega mogoče manjka v določenem segmentu odgovornih za družbo. Med samimi ljudmi pa tega, hvala Bogu, še dovolj in to daje upanje za prihodnost. Ta dan se je že sicer več zadrževal v Medvodah, bil je namreč pri blagoslovu glinenih konj v Sori. Pravijo, da so Medvode eden izmed tistih krajev, v katerih je treba ustvariti dušo, kjer je treba te ljudi povezati v eno, da začutijo kraj in da začnejo s tem krajem živeti.
Dan samostojnosti in enotnosti so tudi letos počastili v Pirničah. Na že 9. osamosvojitvenem pohodu z baklami se je zbrala lepa množica pohodnikov, ki so obujali spomine na plebiscitno leto 1990, tudi ob kratkem kulturnem programu, za katerega sta poskrbeli obe pirniški kulturni društvi. Pohod, ki ga že skoraj desetletje pripravlja turistično društvo Pirniče, se je pričel v Pirniškem hramu kulture na odru 3 herojev. Za uvod v praznični pohod so člani KUD-a Pirniče ob spremljavi animacije pripravili kratko igrano pripoved Topli potok, nato pa je pohodnike pot vodila pod Šmarno goro do rojstne hiše enega največjih Slovencev, Jakoba Aljaža. Jaz sem zelo vesela, da se v bistvu vsako leto odzovejo krajani, predvsem krajevne skupnosti Pirniče in tudi širše Medvoške okolice na ta naš pohod. In sicer gre za eno prijazno, prijetno druženje, en prehod med božičnimi prazniki, novoletnim dogajanjem in rajanjem, ki pomeni morda eno malo bolj športno udejstvovanje in vendarle obeležitev neodvisnosti in samostojnosti, torej velikega dneva za Slovence. Ob soju bakel se je skoraj 70 pohodnikov sicer razmeroma kratkim, a pomenljivim pohodom spomnilo na pomembne trenutke v zgodovini naše države, ko smo se Slovenci enotno odločili za samostojno in neodvisno pot. To je to, spomin na tiste čase, ko smo se osamosvojili. Kako se imate? Lepo, zelo lepo. Ja, v redu, vsako leto, to je tradicija že v Pirničah, ne? Zakaj se odločite, da se odpravite na pot? Zaradi tega, da se v kraju nekaj dogaja in da posvetimo tukaj Jakoba Aljaža, praznik neodvisnosti in te zadeve, ne? Ta trasa nam je nekako blizu in prvo kot prvo se mi zdi, da v občinskem prostoru vendarle prevečkrat pozabljamo na to, kako velik domoljub in Slovenec je bil Jakob Aljaž, ki je konec koncev tudi občinski nek zavetnik. Obeležujemo tudi občinski praznik na njegov dan in moram reči, da v bistvu to je bila edina motivacija in seveda trasa je prijetna, kratka, pa vendarle toliko dolga, da enostavno požene Slovencu kri po žilah. Takole pa so pohodniki razmišljali o pomenu praznika. Da smo čim bolj skupaj, sam glede države nimamo kaj povedati. Drugač pa, da smo kle prijatelji v vas pa to. Sta to dva pojma, ki še zbližujete Slovence? Ja, upam, zaenkrat upam še, da to še nekako drži. O tem bi bilo dosti zapovedati. Samostojnosti naši, kakor je nastala, takrat, kar smo delali, kakšen je pa zdaj, pa bolj čudno vse skupine. Enkrat se je potrebno odločiti in jeti po svoje, kar pomeni jeti na samostojno pot, enotnost pa, da samo skupnimi močmi je mogoče napredek v družbi, ki je seveda v tem času krize vendarle potreben. V turističnem društvu se vsako leto trudijo tudi nekoliko osvežiti in predrugačiti program. Tako so letos s pohodom povezali tudi obe kulturni društvi v kraju, KUD Pirniče in KUD Jarem, ki sta poskrbeli za kulturni program. Obvezno spremljavo pohoda pa še vedno predstavljajo lastnoročno narejene lanterne. Likovna sekcija KUD-a OTH Pirniča je priskočila na pomoč in enostavno izdelala te poslikave teh steklenih kozarcev, v katere smo dali čajne svečke in seveda temu dali pridih tega našega pohoda z baklami. Seveda bakle pa morajo biti prisotne. Po okrepčilu v rojstni hiši Jakoba Aljaža je nato pot pohodnike skozi Pirniče vodila nazaj do doma krajanov, kjer so praznovanje nadaljevali ob druženju in dobri pijači in jedači. Prvi dan po Božiču obeležujemo praznik svetega Štefana, zavetnika konj in druge živine. V času osamosvajanja Slovenije so marsikje po državi obudili star običaj, ko lastniki svoje konje pripeljajo k blagoslovu k cerkvi. Že vrsto let tak običaj ohranjajo tudi v Hrašah, kjer poleg konj blagoslovijo še sol. Pred cerkvijo svetega Jakoba v Hrašah so člani turističnega društva Hraše v sodelovanju s kmetijo Janhar že 17. leto pripravili blagoslov konj na dan, ko goduje sveti Štefan, zavetnik konj in druge živine. Ja, to je les v Hrašah, bi rekel, je kar tradicionalno, zelo rad to delamo. Povezan smo s jekalnim centrom Jožeta Janharja. In zelo fajn, lepo sodelujemo, vsi imamo radi konje in radi naredimo kaj dobrega, da se kaj dogaja v Hrašah. Blagoslov konj je vsako leto bolje obiskan, k temu pa, po besedah turističnega društva Hraše, pripomore tudi lokacija in urejenost cerkve svetega Jakoba, ki je zanimiva za domačine kot tudi druge obiskovalce.
V njej je bila najprej sveta maša, po njej pa pred cerkvijo še tradicionalni blagoslov konj in srečanje konjenikov. Mislim, da nam je vreme prav ali po uspel, to se pravi, da smo tudi zgor povezani, ne sam s konjem. Vreme imamo lep, zdravje je služil, tako da je tudi lanski blagoslov kar dobro držal, če bo tako naprej držal za naprej. Mislim, da smo uspeli. Tudi zelo veliko število ljudi je, konj je kar nekaj, tako da se nimamo kaj pritoževati. Na praznik svetega Štefana, ki ga cerkev slavi kot prvega mučenca, so poleg konj blagoslovili tudi sol. Sveti Štefan je bil prvi, ki je pravzaprav res za vso globino in širino razumel Jezusovo rojstvo, njegov prihod sploh na svet in je tudi za njega prvi dal življenje, to je prvi mučenec. No in odkot je ta navada, to je zelo stara, da se blagoslavlja živali, Sveti Štefan je tudi zavetnik teh živali. To vemo, da se ljudsko izročilo se pač tekom stoletij se je dopolnjevalo in tako še do danes častimo tudi Svetega Štefana kot zavetnika živali. Organizatorji dogodka so prisotne pogostili s toplim napitkom, sam blagoslov pa je privabil veliko lastnikov in ljubiteljev te plemenite živali. Tudi vreme je služilo, kar je na praznik svetega Štefana pomembno. Pregovori namreč pravijo, da je od lepega vremena na ta praznik odvisna letina v prihodnjem letu. V decembrskih dneh, ko med ljudmi vlada praznično vzdušje, so se goričanski parkeljni znova odločili za hvale vredno gesto, ko so del svojega dobička, ustvarjenega na 2 lastnih prireditvah, namenili nekaj družinam oziroma posameznikom. Tako so jim vsaj nekoliko polepšali in olajšali praznične dni v preteklem letu. Goričanski parkeljni so nekaj dni pred Božičem z dobrodelnim dejanjem polepšali praznike 2 družinama in enemu fantu ter jim podarili tretjino svojega dobička, kar je na koncu pomenilo 1000 evrov. Ideja o tem, da podarimo denar bogim družinam, ki se ga sami ne morejo zaslužiti, vemo, da so časi težki, je prišla 2 leti nazaj, ko je prvič naša prireditev Noč parkeljna v Goričanah uspela in je tudi nekaj dobička od nje ostalo. Ampak menimo, da mi ne potrebujemo toliko denarja kot nekateri drugi, ki si pač te za nas lepe decembrske dni, oni žal ne morejo privoščiti tega kot si ostali. Denar so zbrali na 2 prireditvah, poleg 3. noči parkeljnov tudi na tradicionalnem miklavževanju od hiše do hiše, ki ima v Goričanah že več desetletij dolgo tradicijo. Nekaj sredstev, ki jih pridobijo s pomočjo prostovoljnih prispevkov, na to rade volje namenijo pomoči potrebnim. Za družine, ki potrebujejo pomoč, smo izvedeli strani uslužbenca občinske uprave, ki se ukvarja s temi socialnimi zadevami. On jih je tudi poklical, jih vprašal, če sploh sprejmejo pomoč, glede na to, da so to občutljive zadeve, Medvode so majhne, vsi en drugega poznamo. Tako da jaz sem vesel, da so se družine odločile, da sprejmejo pomoč. Podarili smo enemu polnoletnemu fantu, ki je invaliden. Podarili smo tudi 2 materema samohranilkama z več otroki. Nažalost so te matere pred kratkim izgubile socialno pomoč, ker so presegle cenzus. Zakaj? Zato, ker je najstarejši sin, v obeh primerih študent, delal preko študentskega servisa. Odzivi družin in tudi ljudi, ki izvedo za njihova dejanja, so vedno pozitivni in polni pohvale. Odzivi so ganljivi. Solze v očeh, molk, zahvala. Ljudje ne vejo, kako bi se nam zahvalili, na kakšen način. Ampak naš namen ni, da prejemamo zahvale, naš namen je samo, da omogočimo ljudem lepe praznike, da jim pomagamo po najboljših močeh. Ljudje so presenečeni, da se pač najdemo še ljudje, ki smo pripravljeni darovati. Smo skupina, Goričanski parkeljni smo skupina, ki smo vedno pripravljeni bili pomagati. Tudi sami imamo kar velike težave za organizacijo naše noči, kjer potrebujemo kar veliko število prostovoljcev, kajti prireditev je zelo velika in smo veseli in hvaležni vsakemu za vsako podarjeno prostovoljno uro. Goričanski parkeljni upajo, da bodo svojo gesto spodbudili še koga k podobnemu ravnanju. Ljudje si moramo pomagati med sabo in naj bo ta naša donacija poziv tudi ostalim, organizacijam, društvom, kdorkoli ima pač presežke v teh časih, da tudi ostali donirajo na podoben način kot Goričanski parkeljni.
Praznično pa je tudi sporočilo podjetja Snaga. Ker pri ravnanju z odpadki dosegajo odlične rezultate in tako zmanjšujejo stroške, so vsem uporabnikom izdali dobropis v višini decembrskega računa za ravnanje z odpadki. Razlog za dobropis je močno povečan delež ločeno zbranih odpadkov in posledično manjši delež odloženih odpadkov. Skratka, ločeno zbiranje odpadkov se tudi izplača, manj odloženih odpadkov namreč pomeni manjše stroške, ki omogočajo delni proračun storitve ravnanja z odpadki v minulem letu. Nov račun in dobropis pa ste oziroma boste vendarle dobili. Izdajo računa in dobropisa hkrati jim namreč nalagajo davčni predpisi in slovenski računovodski standardi. Ker je bila decembrska storitev ravnanja z odpadki opravljena, mora biti tudi obračunana. Konec decembra je v knjižnici Medvode potekal knjižni večer, ki je bil obarvan v božično-novoletne praznike. Gost večera je bil Matjaž Mastnak, domačin, ki je izdal novo knjigo o doživljanju narave z naslovom Barvita predstava. Opisuje naravo, od jeseni, ko odletijo lastovke iz naših krajev, pa do pomladi, ko rastlinje na novo ozeleni. V preostalem delu večera je Tilka Jamnik predstavila nekaj knjig s kvalitetno vsebino za praznike in marsikateri dan v novem letu. Pred 3 tedni je pri založbi Miš izšla 3. avtorska knjiga Matjaža Mastnaka z naslovom Barvita predstava. Knjiga opisuje jesensko-zimski in praznični čas. V tem času se marsikaj barvitega dogaja v naravi, torej tu imamo pač obarvano jesen in pa ko se enkrat narava, ko narava opusti, začnemo ljudje s svojimi praznovanji. Od 1. novembra, ki je pri nas zelo pomemben dan, pa do vseh teh decembrskih dnevov in mož, ki nas obiskujejo in ki pravzaprav vnašajo barvo, zato je tudi ta predstava nekako cilja tudi na praznike in na praznovanje in pa na vse tiste rastline, ki nas pri tem spremljajo. Najbolj prodajana lončnica v decembrskem času je prav gotovo božična zvezda, ki tudi simbolično krasi naslovnico knjige. Praznovanje ob prihodu starega leta pa popestrijo tudi druge tradicionalne rastline. Se pravi, od nekih okrasnih, bele omele, do bodike, pa do božičnih zvezd in pa do smrekic in jelk, ki smo jih nekako navajeni za božič in novo leto imeti pač doma v stanovanju oziroma hiši. Običaj krašenja praznikov z novoletno smrečico prihaja iz nemških dežel in se v naših krajih uporablja šele 100 let, krašenje z adventnim venčkom pa še manj 30 let. Slovansko praznovanje novega leta je bilo sajenje žita ob začetku decembra, ki je vzklilo tja do božiča, ko so se družili ob jaslicah. V preostalem delu večera je voditeljica knjižnega večera Tilka Jamnik predstavila nekaj knjig s kvalitetno vsebino, ki bi bile lahko primerne tudi za praznično in osebno obdarovanje. In sem izbrala eno slikanico, in sicer o dečku, ki noče spati. Pa vendarle, ko spozna, da sanje prinašajo bogastvo v njegovo življenje, vsak večer, ko me čaka, da bo zaspal. Potem sem izbrala Svetlana Makarovič, Zlata mače preje, iz razlogov, ker jo pravljičarko, avtorico vsi poznamo in se mi zdi, da tako stare mame kot mame in otroci uživamo ob teh pravljicah. Kvalitetna literatura za odrasle so knjige iz zbirke Odisej. Bralni znački za starejše Medvoščani beremo, smo imeli ta mesec razstavo knjig iz zbirke Odisej. In sem izbrala eno od knjig iz te zbirke, namreč Čas čudežev. No, potem pa nekaj prvonagrajenih knjig z letošnjega knjižnega sejma, ki so seveda lepe, če so nagrajene, dobre. Skratka, če ste sledili, vidite, da skušam nekako tudi z izborom knjig upozoriti to, da lahko knjige prinašajo določen mir, bogastvo, poglobljeno, umirjeno, bolj usmišljeno življenje, kar naj bi nas spomnil tudi Božič. Naslednji knjižni večer bo danes teden, ko se bodo med drugim pogovarjali o knjigah Jančarja, Lainščka in Partliča. Tudi športna novica je praznična. Po lanskem snegu kopnem letu je nordijski center Bonovec ponovno zaživel.
Radodarna snežna odeja in nizka temperatura sta glavna krivca, da tekaški poligon v Preski te dni privablja množice ljubiteljev smučarskega teka iz bližnje in daljne okolice. Konec tedna bo po zaslugi Nordijskega društva Medvode gostil tudi najboljše slovenske tekmovalce. Zadnje dni starega leta smo sneg le dočekali, zato so otroci lahko dobro izkoristili počitniški teden. Zasnežena strmina na Čerenu se je spremenila v dobro obiskano sankališče, še več zanimanja so pritegnile tekaške smučine nekaj metrov stran na Bonovcu. Ja, kot vidite, je zanimanje zelo veliko in mislim, da danes vsi uživamo tukaj. Zanimanje je ogromno, res ogromno. Tudi one dneve, preden smo uradno odprli, je bilo interes zelo velik. Ja, toplo je, tako da nič nam ne manjka. Snega je lih prav, še za rep smo ga ujeli, ampak sonce je pa itak, krasno. Za nemoteno delovanje Nordijskega centra in udobje tekačev vsak dan poskrbi 15-terica ljudi, ki poprime za delo tudi zvečer in celo po noči. Naši fantje se res zelo trudijo. Po noči in po dnevi delajo na napravah za zasneževanje, da imamo tako lepo urejene proge. Naravna snežna podlaga iz prejšnjega tedna je po večini 2-kilometrske proge prekrita z umetnim snegom, a na posameznih odsekih smučina vendarle ni idealna. Nisem tisti izkušen tekač, da bi lahko sodil karkoli, ampak za silo je okej. Če bi mečken tistih lukenc, ki so se naredile sproti, ko vsake pol urce zasul, bi bilo pa super. V bistvu danes tretjič tečemo, začeli smo po Vratičah, ja. Tukaj pa tretjič. In kakšne proge so tukaj? Tako kot je Štefan rekel, če ne bi bilo kartin pa trave, bi bilo odlično. A večino tekačev posamezni odseki snega pomešanega zemljo niti najmanj ne motijo. Minulo nedeljo je na tekaškem poligonu tekla zares pisana množica tekačev. Iz vseh koncev, ne bo to iz Kranja, iz Medvod, iz Škofje Loke, Ljubljane, pa sploh Ljubljančane ogromno hodijo, veliko Ljubljančanov hodijo. Ste pa poln začetnik ste? Začetnik. In se kar pozna na progi, da še veliko manjka. Zakaj ravno tek na smučeh? Ker je zelo zdrav šport, res se cel preznojiš in verjamem, da malo kondicije ne škodi. Glede na to, da imam bolj sedečo službo, je to zelo v redu. Rada tečem, rada sem na zraku, polet, pozim, res vedno sem rada na zraku in imam dosti raje tele športe v naravi. Pač tek je pa eden izmed njih. Nekako brez smuči težko tečem, mora biti nekaj na nogah ali pred nogami. Pa tukaj na Bonovcu kakšne razmere so? Odlične vedno. Odlično in mi je všeč, da imamo to tukaj, ker mi je praktično pred vrati. Pred vrati pa je že prvo letošnje uradno tekmovanje na Bonovcu. Nordijsko društvo Medvode bo v soboto gostilo državno prvenstvo v tim šprintu. Sicer je tekačem tudi zvečer med 6. in 9. z izjemo sobote in nedelje na voljo tek pod žarometi. Mislim, da smo v preteklih letih to izredno zelo dobro zastavljali. Tako da smo ljudem dali vedeti, da hišni ljubljenčki ne sodijo v ta prostor, sanke ravno tako ne. Tako da kultura, letos kultura, za razliko od prejšnjih let, sploh v tistih let, ko smo začeli, je pa se res spremenila. In tako, skratka, nimamo čist nobenih problemov z nobenim, redno zelo, zelo disciplinirani in tako da tudi glede plačevanja kart se noben izogiba, ne gre stran ali pa kaj s tem, da bi včasih smo imeli, da je kakšen not prišel, pa zdaj tudi tega ni več. Dnevna vozovnica stane 5 evrov, večerna 6, obiskovalcem pa so na voljo še topel čaj in kuhano vino ter uporaba sanitarij in seveda urejeno parkirišče. Ja, tekači lahko parkirajo tudi tule pri nas, čisto v bližini centra, potem pri osnovni šoli Preska in potem tam dol od spodaj pri osemenjevalnem centru. Ob doplačilu na Bonovcu ponujajo tudi izposojo tekaške opreme, sicer pa je ob letošnjem prvem sneženju precej zanimanja vladalo za izposojo snežnega teptavca. Smo na prošnjo Športne zveze Kranj potegnili proge skoraj do Kranja, so lepo vzdrževane. Medvoški teptalec snega je prejšnji teden uredil tekaške smučine tudi na Kokrici in Jeprci vse do Drulovke. Uporaba smučin na Sorškem polju je seveda brezplačna, a naj opozorimo, da tam proge ne bodo redno vzdrževane, tudi parkirišča obiskovalcem niso zagotovljena.
Strongman Matjaž Belšak je prejšnji teden odlično nastopil na finalni tekmi SCL oziroma Strongman Champion League v Maleziji. Gre za največjo ligo z največ tekmami po celem svetu, bolj pomembna za tovrstne športnike je samo še VSM oziroma World Strongest Man, kjer je organizirana ena sama tekma na leto. Matjaž je v Maleziji osvojil 11. mesto in skupno 9. v SCL ligi. Zmagal je Islandec Björnsson pred Angležem in Poljakom. V Oberstdorfu na prologu Tour de Skija je Leja Einfalt na 3-kilometrski razdalji osvojila 30. mesto, na klasičnem zasledovanju je med svetovno konkurenco nazadovala za 18 mest in končala kot 48. V Ratičah je potekala tekma No Border Cup v smučarskem teku. V mednarodni konkurenci v klasični tehniki s posamičnimi štarti je med juniorji zmagal Janez Lampič, sestri Žaubi Kunavar sta bili nepremagljivi med juniorkami, Tomaž Jezeršek je bil med starejšimi Cicibani drugi, med Cicibani je zmagal David Hafner. Tokratna črna kronika je nekoliko bolj obsežna, saj zajema dogodke 2 tednov in sicer od 23. decembra pa do danes. Na javnem parkirišču v Medvodah sta se zgodili 2 prometni nesreči. Eden od povzročiteljev je prejel plačilni nalog, drugi pa je pobegnil in ga še iščejo. V Dragočani je voznik trčil v ograjo in policisti so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola in bo prejel obdolžilni predlog. V Sori je kolesar trčil v objekt ob cesti in se je hudo poškodoval, v Goričanah pa je peška nenadno prečkala vozišče in spregledala avtomobil. Kot je običajno med prazniki, je bilo na delu veliko vlomilcev in drugih povzročiteljev kaznivih dejanj. V Medvodah so vlomili v poslovni prostor, prav tako v Medvodah so policisti obravnavali nasilje v družini in storilcu izrekli ukrep prepovedi približevanja. V Studenčicah je bilo vlomljeno v stanovanjsko hišo, v Hrašah so ukradli voziček za plinske jeklenke, nekdo je v Medvodah ukradel eno registrsko tablico z osebnega avtomobila, v Žlebah pa so ukradli orodje. Vlomilci so bili tudi v izobraževalnem objektu v Medvodah in ukradli parni čistilec. V Medvodah je bila ukradena tudi denarnica, v Pirničah pa se je zgodil poskus vloma v parkomat. Na delu so bili tatovi bencina, ki so ga ukradli iz več tovornih vozil, parkiranih v Medvodah. V Zbiljah pa so ukradli odpadne akumulatorje. Nekdo je poškodoval lak na avtomobilu parkiranem v Medvodah. V Medvodah je nekdo zakuril drva ob vrtni uti, v Pirničah pa so se sosedje sprli zaradi čiščenja snega. Kršitelji so dobili plačilne naloge. V Medvodah sta se sprla partnerja, zaradi kršitve pa je en udeleženec prejel plačilni nalog. Prvo informativno oddajo v letošnjem letu pa bomo izkoristili, da vam v letu 2015 zaželimo veliko uspehov. Naj bo to leto v dobrem smislu vse tisto, kar preteklo ni bilo. Nasvidenje.